Sejemska dejavnost je praktična dejavnost, ki jo v tem, lahko rečemo, pomladanskem času zaznamo. Saj na nek način poskušajo tisti, ki bi radi kaj prodali, predstaviti vse to na sejmih. Vendar sam vidim priložnost, da znotraj sejemske dejavnosti pogledamo tudi, kako je s kmetijstvom, z razvojem tega kmetijstva. Namreč Kmetijsko-gozdarska zbornica, svet Kmetijsko-gozdarske zbornice iz Novega mesta je imel danes sejo in tam so se pogovarjali o tem, kaj je problematika znotraj kmetijstva. O tem bomo nekaj več spregovorili v današnji oddaji, sicer pa bi lahko rekel takole. Sejem je velik, vse večji in ne več samo priložnost za druženje. Danes je to, lahko rečemo, že pridobitna gospodarska dejavnost. V strokovnem smislu bi lahko rekli, da sejmu v tem letu ni kaj dodati. Izjemen obisk in izjemno postavljeni razstavljavci. Bogat je bil sejem in prav zaradi tega boste verjetno uživali, ko vam bomo ves čas naše pripovedi danes, ki se tiče predvsem kmetijstva, pravzaprav kazali posnetke iz tega grabna. Pa vendarno, Gregorjev sejem in direktor Vončina sta povezana prvič v letošnjem letu. No in gospod direktor, kaj je tisto, kar bi želeli ob priliki otvoritve sejma povedati? Z obiskom smo zadovoljni. Želeli smo si seveda novega ministra, ki pa je upravičil se, ker ima obveznosti vezane tudi na našo prihodnost v Bruslu. In v njegovem imenu se je sejma udeležila dr. Bavčeva, ki pa mislim, da je dala jasno sporočilo, da bo v okviru ekipe, ki jo minister sestavlja, pomagala k temu, da bomo povečali Slovenci samooskrbo z domačimi pridelki, z domačo zelenjavo, z domačim mesom in tako naprej. Torej, osnovno sporočilo bi moglo biti, da se moramo začeti zadruge povezovati. Kot je povedal en od udeležencev, ne združevati, kar je moje, ampak povezovati v smislu oskrbe z repromaterialom, ker tukaj so rezerve, marsikateri tudi diskontar, ki se pojavlja v slovenskem prostoru, konča ali pa začne zgodbo na zadnjih vratih, ne na sprednjih. Se pravi, vhod je tisti, ki nam bo pomagal rešiti situacijo, da bomo lahko našemu kmetu ponudili konkurenčen repromaterial. In tukaj moramo zadruge najti svojo zgodbo, kot tudi na prodajnem delu, kajti tukaj je potrebno zavzeti določeno politiko do vseh trgovcev, da ni cena edini argument, s katerim si odpreš pot do police. Ja, lahko bi rekli, da bi bilo sporočilo Posavcem, Belokranjcem in Dolencem, da imamo prireditev, ki ni para znotraj slovenskega prostora. Gre za veličino, kjer se sreča tako tisto, kar je proizvedeno v korist kmetijstva, kmetijstvo samo, pridelava, predelava, skratka vse na enem mestu, enkrat na leto, predvsem zaradi tistega, čemu rečemo socialni moment, stanovska povezanost, kmetje skupaj. To je tisto, kar je uspelo Novomeški kmetijski zadrugi. Tu znotraj je bilo pretečenih kar veliko let, ko se je pravzaprav vse začelo s tistimi enostavnimi rečmi. Pa vendarno, tisto, kar mi je bilo všeč, je predvsem to, da je znotraj same prireditve, da so bili znotraj same prireditve zadovoljni tudi tisti, ki so prišli na sam obisk. No in prav prešerno nasmejan je bil tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice, gospod Ciril Smrkolj. Lepo je tu na Gregorjevem sejmu, vsako leto boljše in tu je v imenu Kmetijsko-gozdarske zbornice predvsem čestitka organizatorjem, to je Kmetijski zadrugi Krka, vsem razstavljavcem, tudi v strokovnem delu naša zbornica sodeluje in upamo, da se bomo nabrali energije za iti na njive, polja in da nam bo tudi vreme v tem letu služilo, da bodo dobri pridelki, bez katastrof, pa bo že šlo. Območna enota Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije v Novem mestu je imela svojo sejo sveta in
prav na nek način obravnavala vso problematiko znotraj samega kmetijstva. O samem sejmu pravzaprav niti ne bi govorili vseh tistih superlativih, se ga boste lahko videli tudi na izposnetku, kot sem že rekel, šli pa bi znotraj same problematike. Zanimivo je, da tudi predsednik Ciril Smrekol na samo krizo znotraj gospodarstva, znotraj problematike, globalne problematike Evrope in sveta gleda na svoj način. Ja, kriza je v slovenskem kmetijstvu, kakor hočeš. Vsaka panoga ima svoje težave. No, res včeraj smo na odboru Državnega zbora, odboru za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje po novem, obravnavali problematiko prašičereje v Sloveniji. Neverjetno padanje števila pitancev, plemenskih svin in seveda slabo pokrivanje stroškov prireje, ki je vzrok. Naša ocena je v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice, da bo predvsem treba narediti jasen preskok v predvsem miselnosti našega potrošnika. Ker slovenski prašiči so vzrejeni v pogojih, ki so dokaj naravni, ki so živalim tudi prijazni in seveda tak prašič da tudi zelo kvalitetno meso. In to je ta problem. Kvaliteta, ki jo sicer potrošnik tako na hitro ne zaznava, je tisto, kar bo treba posebej plačati tudi slovenskim prašičerejcem in si zagotoviti na mizi, v kuhinji res kvalitetno meso iz slovenskih prašičev. Te dni ste se pogovarjali tudi o problematiki slovenskega zadružništva. Direktor je rekel povezovanje, no kaj pa vi mislite? Vete, slovensko zadružništvo je skozi zgodovino pokazalo tak stabilen odnos do kmetovanja, predvsem pa stabilen v delu organiziranja pridelave ali prireje. Tega v zadnjem času ni. Zadruga Krka je pravzaprav kar svetov zgled, recimo na delu povrtninarstva, da recimo skrbno organizira naše člane in da pridelujejo večje količine tudi zelenjave za trg. Zadruge bi ponovno morali postati resni organizatorji proizvodnje in seveda poskrbeti, da se to, kar se pridela, tudi ustrezno dobro proda, ker potem je krog zaprt. No, tudi znotraj mlekarstva so se pojavili določeni problemi, ne toliko z mlekom in prirejo mleka, kot pa predvsem z udejanjenjem deležev znotraj naše mlekarske predelave. Torej, na kakšen način mleko? Ja, mleko ima več aspektov, ki se najavljajo kot resen problem. Prvo je ukinitev kvot mlečnih znotraj države Evropske unije po letu 2015. To je neverjetna grožnja in v tem kontekstu je zelo pomembno, da ohranimo slovenske mlekarne v slovenski lasti. Ker če ne bomo uspeli mleka pridelati v Sloveniji, surovino bomo po letu 2015 zelo težko prodajali. Poglejte, volitve so tukaj v Kmetijsko-gozdarsko zbornico, pa se mi zdi, da niso tako problematični, kot je problematično to, da je vse manj denarja namenjenega tudi za kmetijstvo. Čeprav sam sodim na njivo in razmišljam iz njive pa do pridelka, na kakšen način pravzaprav vi gledate na oboje? Ja, letos so seveda volitve, naš mandat se počasi izteka, volitve bodo koncem maja, s temi dni smo začeli že te volilne postopke, ustrezno smo tudi dobili soglasje ministra za kmetijstvo, da peljemo volitve v okviru članstva, ko ga imamo v skladu s sedanjim zakonom. Koalicijska pogodba seveda predvideva zmanjšanje števila članov, člani Kmetijsko-gozdarske zbornice obvezni bodo samo prejemniki ukrepov kmetijske politike in pa večji lastniki gozdov. V tem smislu zniževanja stroškov, kajti stroški so res zelo visoki, smo potem
pridobili ustrezna pravna mnenja in bomo volitve speljali na manjšem številu volišč, mogoče 60, včasih je bilo preko 300, in pa na drugi strani povečali možnost članov, da volijo z možnostjo volitve po pošti. Tako da se bodo stroški za volitve prepolovili. Drug resen problem v slovenskem kmetijstvu v tem trenutku je pa proračun. Mi smo v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice zaskrbljeni, kajti napovedi so enormnega zmanjševanja sredstev v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje, tudi ta kmetijski del. In tu bo se treba trdo pogajati, kajti Vlada Republike Slovenije se mora zavedati, da v okviru koriščenja evropskih sredstev je potrebna tudi lastna participacija, višja, manjša, in če te participacije ne bo, tudi evropskih sredstev ne bo. To bi bila pa katastrofa za slovenskega kmeta. Ko sem povprašal prijatelja, ali je bil na sejmu, mi je odgovoril, denarja nimam, Firbec pa me je nekako že pustil, potrebno se bo ozreti nazaj na nivo in prislužiti kakšen cvenk. Sem začel razmišljati, da je pravzaprav trenutek in čas, da mogoče malo potarnamo o problematiki, če ne zato, da bi nam kdo pomagal. Gospod Ciril Smrekol je povedal, da najbrž ne bo in da bo vse težje, ampak v principu pa je kmetovanje samo še vedno neka svetla prihodnost, izviren je zaslužek in izvirno delo na sami kmetiji. No in gospoda Zalokarja, člana sveta območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Novo mesto, smo povprašali, na kakšen način on gleda na problematiko znotraj samega kmetijstva. Tukaj je kar veliko odprtih tem na področju kmetijstva po panogah. Vemo, da so stroški čedalje večji, cene pa odkupnih in pa prodajnih artiklov ne sledijo. Velike težave so pri prašičereji, pa mleku, pitanju in nenazadnje slovenski kmet se bori in vlaga znanje v to proizvodnjo. In mislim, da tudi zbornica prek svojih služb dosega neke rezultate, vendar kmetje se zavedamo tega težkega položaja države in nenazadnje kmetstvo je tako kot pred 100 leti premalo povezano in tukaj vidimo izhodišča v povezovanju in pa v potrošniku, ki bo znal ceniti naše surovine in pa končne izdelke. Zadruge bi morale se še bolj združevati, nastopati enotno in dejansko potem bi lahko do trgovcev izposlovali boljše odkupne cene. Tukaj gre pa še druga zgodba v zavest potrošnika, kako prepoznati slovensko robo. To nam manjka na tem področju. V osnovi pa je zadruga kot celota, kot povezovalni element tista, ki pa lahko dolgoročno za kmeta tudi naredi mnogo več. Ja, v slovenskem okolju je trend opuščanja kmetovanja izredno velik, sploh na področjih, kjer so omejitve od nature, od vodnih zajetij in pa v bistvu na tem našem dolenjskem področju pa je ena, bi rekel, izredno lepa priložnost v kmetovanju, tudi v ekološkem, z veliko znanja, s podporo šole Grm in nenazadnje kmetje moramo videti prihodnost na podeželju in v tej panogi vztrajati. Ja, tu bi dodal samo še samooskrbni trend pridelave same hrane znotraj slovenskega prostora, pa smo že na pravi poti. In verjemite, kmetovanje tako ali drugače ostaja še vedno tista strateška panoga, za katero se morajo boriti tisti, ki kmetovanje potrebujejo. Sami kmetje pa, no ja, mi se bomo že znajdli tako, kot smo se morali na njivah, morali v vinogradih, morali v sadovnjakih, morali v hlevu in tako naprej in tako naprej. No in eden od članov območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije iz Novega mesta, gospod Kore, pa se ukvarja s tistim, kar so birokratski problemi kmetovanja, lahko bi rekel tudi politični, nekoliko manj. Pa vendarno, gospod Kore, no, kako je? No, če gremo na problematiko
Zelo veliko tega je. Ena izmed osnovnih stvari je zelo nadstandardi, ki jih je Slovenija pač nekako uvedla. Se reče, potrebna bi bila deregulacija, kar ni to na vseh področjih. Jaz osebno se naprimer zelo zavzemam, da bi zmanjšali te priobalne pasove, ki so pri nas 15 metrov, na Nizozemskem so pa 3 ali 4. Pač do teh vodnovarstvenih področij, do administracije, ki je potrebna v kmetijstvu, do teh kontrol, ki se izvajajo in seveda pač do teh obdavčitev, ki prihajajo v zadnje času. Praktično vse te stvari pomenijo, da se bo interes za kmetovanje zmanjšal, da pač mladi ne bojo šli v te poklice in seveda mislim, da ta koncept, ki smo ga včasih zagovarjali, družinskih kmetij, z takim načinom pade. Mislim pa, da to ni prav, ker mislim, kmetija lahko pač preživi le tako, kot je bil koncept postavljen v nivoju družine, ne pa kot neko podjetje, ker če bomo šli na podjetje, bo zgodbe kmalu konec. No, lejte, osnovni problem, pač, ki ga jaz vidim, je in tudi vse te analize to kažejo. Zelo zanimiva je bila analiza, ki je bila v Portorožu od profesorja oziroma doktorja Aleža Kuharja, ki kaže, da se razmerje med ceno, ki jo plača potrošnik in ki jo dobi proizvajalec, stalno in stalno povečuje. Ta razlika se povečuje, to razmerje, in to je pač zelo slabo. Prišli smo v to, da naše trgovske verige med seboj konkurirajo na račun pač nas, se reče kmetov in seveda predelovalne industrije. Poleg tega pač se dogodi vsake toliko pač neki dempinški uvoz in vse to vpliva, da bomo pač izgubili prvič surovinsko bazo, drugič pa tudi predelovalno industrijo. Če pogledamo samo razmerje, se reče zadeve v mesne predelovalne industriji, vidimo, da vsako leto pač propadejo 1 ali 2 zadeve in seveda pač za seboj povlečejo, se reče neplačevanje, za seboj povlečejo tudi slabo voljo in mislim, da te zadeve pač bi mogle biti postavljene drugače. To, kar je bilo sprejeto, ta kodeks, mislim, prej škodi, kot koristi, ker pač s tem nismo rešili nič. No, o kmetovanju smo kar veliko govorili, še bomo govorili o problematiki tega strokovnega stališča, pa vendar na gozdarstvo ne smemo pozabiti, na lovstvo mogoče, in povprašali bomo kar najbolj kompetentnega za obe panogi. Res je, sem predsednik odbora za gozdarstvo, lesarstvo in lovstvo, vendar jaz ne bi rekel, da so problem lovci, problem je preštevilčna divjad in problem so gozdno-gojitveni načrti, problem so gozdne prometnice in na odboru za gozdarstvo to zavzemamo stališča, da se to začne vendarle sistemsko tudi reševati. Vesel sem, da je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije zavzela stališča, ki jih sedaj tudi predstavljamo tako novemu ministru, kakor tudi posameznim poslanskim skupinam, z željo, da se spremeni zakon o gozdovih in ravno tako tudi zakon o lovu. Te spremembe naj bi bile v korist predvsem tudi malim posestnikom, kajti dosedajni zakon ne upošteva lastninske pravice. V zakonu je dobesedno zapisano, da kmet, lastnik gozda mora dovoliti to in ono, od nabiranja sadežev in tako dalje. Nikakor lastniki gozdov nismo proti temu, da bi bil stop prost za vse državljane, vendar to se mora bolj regulirati. Tu so tudi štirikolesniki, tu so organizirano nabiranje plodov, ki turistične agencije iz Italije pripeljejo avtobus v pohorske gozdove in tam prosto nabirajo, brez da bi karkoli za to plačali. Te stvari se zavzemamo, da se
regulirajo in da ima tudi mali posestnik od tega neko korist. No ja, če znotraj samega kmetovanja na nek način gozdarstvo poznam, pa vendarno ne razumem in nikoli ne bom razumel, da se Italijanom, Avstrijcem, pa še komu splača les dodelati in ga potem vozijo k nam nazaj v Slovenijo, nam pa se to ne splača. Kako je s tem? No, tu je pa vsekakor naša družba kot celota zatajila, kajti dodane vrednosti za posekani les ni praktično. Žage so se zapirale po tekočem traku, Avstrijcem se splača, mi preveč kvalitetnega lesa izvozimo v tujino in nazaj uvažamo polizdelke ali pa izdelke. Tu bi lahko veliko delovnih mest ohranili ali na novo odprli in vesel sem, da novi minister ima posluh za to in upam, da se bodo našle spodbude, da se tudi lesarstvo oživi kot dejavnost, vsaj tako, kot je bilo ali pa še boljše. Pogledali pa bomo še znotraj v samo stroko, kaj strokovnjaki, tisti, ki se neposredno ukvarjajo s problematiko kmetovanja, mislijo in razmišljajo. In magistra Kastelca smo pa vprašali kar direktno, kako je z prirejo mleka, z govedorejo. V bistvu v prireji mleka in pa v govedoreji so težave. Glavni problem v bistvu v tem hipu pri prireji mleka je, da prihaja do povezovanja, vendar to povezovanje pa ni dokončno izvedeno. Se pravi, rejci, ki proizvajajo mleko, bi bilo zelo dobro, če bi hkrati bili tudi lastniki ali pa vsaj solastniki predelovalnih industrije ali pa v okviru zadrug, da bi bila ta povezanost med proizvajalci, v bistvu posrednikom kmetijsko zadrugo in pa predelovalcem, se pravi Ljubljansko mlekarno in ostalimi mlekarnami, čim močnejša in ta povezava bi v bistvu potem zagotovila neko stalnost, tako v ceni odkupa, v zagotovilu proizvodne, na nek način tudi za mlekarno in ta povezanost bi bila za mlekarsko industrijo odlična. Tako problematika pri mleku, kako pa znotraj same prašičereje? Pri reji prašičev je več težav. Ena težava je nepovezanost in tudi v primeru, če bi bila v tem hipu prašičereja zelo povezana z predelavo, ne bi prišlo do učinkov. Težava je namreč v tem, da cena proizvodni stroški ne sledijo, oziroma cena končnega produkta ne sledi naraščanju cen proizvodnih stroškov. In ti proizvodni stroški so zelo narasli v letu 2008 in so povzročili v bistvu cenovno nesorazmerje v primerjavi z rezultatom prireje, se pravi z ceno prašičjega mesa. In ta odkupna cena v bistvu prašičev ni sledila povečanju stroškov repromateriala. Hkrati, ker ni bilo na nek način nobene prave podpore ali pa recimo v tistem hipu kakšne prave urgentne pomoči za sanacijo tega cenovnega nesorazmerja, je prišlo pač do tega, da so se prašičerejci odzvali na cenovno nesorazmerje s tem, da so enostavno opustili prirejo prašičev. Tako je v bistvu v letu 2007 do današnjega časa opustilo prašičerejo precej kmetij. Recimo število pujskov, ki so rojeni na slovenskih kmetijah, se je zmanjšalo iz 1.050.000 na 500.000, se pravi padec za 52%. Tudi recimo stalež prašičev je padel za 49%. Tako da kakorkoli pogledamo, se pravi prašičereja je bila resnično v slabi luči ali pa v slabem stanju, vse do tedaj, predvsem na račun tega, da ni bilo ekonomike in na to ekonomiko so se rejci odzvali pač z opuščanjem te dejavnosti. No in drobnica, zdi se mi zelo zanimiva, belokranjska pramenka. Drobnica je trenutno najbolj razširjena na območju Bele krajine, se pravi, če primerjam na območju našega zavoda. In v tem belokranjskem prostoru je značilna belokranjska pramenka, ki je sicer malo številčna znotraj vse drobnice v Beli krajini. In ta belokranjska pramenka si zasluži drugačno, boljše mesto.
Če gledamo po zgledu krškopoljskega prašiča, v zadnjih 10 letih je stalež narasel iz 30 plemenskih svin na nekje 300 plemenskih svin. Razširila se je sicer reja krškopoljcev po celi Sloveniji in ta prašič je zdaj kljub vsemu bolj varen kot pred 10 leti. Ravno nasprotno pri belokranjski pramenki stalež počasi upada in ta trend je nujno potrebno obrniti. Mi kot zaposleni na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto smo se odločili, da ponudimo strokovno delo belokranjski pramenki, se pravi, da izvedemo tudi naloge selekcije in poskušamo preko teh nalog povečati stalež belokranjske pramenke in poskusiti tudi to pasmo speljati na tisto pozitivno pot, ki jo je opravil krškopoljski prašič. No in lahko bi rekli še, da smo mogoče pozabili na znanje, pa vendar tudi kmetijska šola je bila na samem sejmu. Na kakšen način vidi direktor priložnost? Mislim, da je kmetijstvo perspektiva, predvsem zaradi tega, ker nekaj bomo morali jesti. Še posebej pa sedaj, ko so ljudje osveščeni, da bi želeli jesti nekaj, kar je bolj zdravo, bolj domače, bolj od blizu pridelano, kar pomeni, da ni gensko spremenjeno, da ni preveč konzervirano. In tukaj znotraj je to znanje potrebno prenesti na nivo, torej posejati, pognojiti, pospraviti in predelati v tako hrano, ki jo bomo z veseljem užili tudi potrošniki. V našem centru, v naših šolah, kmetijski šoli, biotehniški gimnaziji, pa tudi seveda gostinski šoli, želimo dati ta znanja in tudi to perspektivo, to korajžo mladini, da bo z veseljem delala, da se bo učila, kako uspešno delati in tudi preživeti krizne čase. Mislim, da je čas, v katerem živimo, tak, da so ljudje le ugotovili, le spregledali probleme globalnih multinacionalk, industrijske pridelave hrane, tiste najbolj cenene, pripeljane iz Kitajske, z genskimi spremembami in podobno. In mislim, da je tudi čas, ko si vsak razmišlja, kako doma preštihati vrtiček, posaditi zelenjavo, da bo res od blizu, da bomo vedeli, kaj pojemo in kaj pridelamo in kaj pojemo potem. Seveda pa se ozirajo tudi po svojih sosedih, v bližini, kdo bo znal to narediti, da bomo imeli kje kupiti to hrano. V vsakem primeru v bodočnosti bo treba jesti, bo treba za življenje imeti neki čist prostor in temu primerno seveda tudi znati to pridelati, torej znanje, ki bo šlo v to smer, bo še kako iskano. Jutri pravijo, da nas bo več kot 7 milijard, menda čez 10 let še milijarda več. Strateško v svetu bo hrana neverjetno pomembnejša, kot je danes, kot je bila včeraj, pa sploh bolj mogoče kot nafta ali pa nekatera druga energija. Mislim, da je prav zaradi tega perspektiva poklicev, ki jih imamo na naši šoli, seveda izredno zanimiva in tudi vsi, ki bodo znali to narediti, bodo zaposljivi ali doma sami, ko bodo samozaposlitev izvedli, ali pa v nekaterih organiziranih pridelavah ali trgovinah, kjer se bo ta hrana, s to hrano tudi seveda dogajala pot od kmeta do predelave in potrošnika. Ja, kaj bi lahko rekel ob koncu? Jutri, pojutrišnjem na druge sejme. Sicer pa lahko rečem, da vedno takrat, ko se ptički ženijo, se sejem v Novem mestu odpre in na Gregorjevo pokaže, kaj je tisto, kar je novo. In to je priložnost, da to spoznamo. Istočasno pa, da si pomagamo z nasveti, s pogovorom, z druženjem. Tudi to je veliko.